Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. En lep pozdrav z moje strani vsem prisotnim, še posebej pa zahvala dragemu kolegu, predsedniku vlade vojvodstva Luksemburga, Betelu, dragemu prijatelju Xavieru. V resnici je ta obisk nadaljevanje zelo dobrega sodelovanja, ki sva ga vzpostavila s kolegom Betelom na Evropskem svetu. Mislim, da je bila odločitev najprej o povabilu v Ljubljano in danes na nadaljevanju v Luksemburgu zelo enostavna, ker smo lahko vsi skupaj ugotovili, da ravno v debatah o tem, kako narediti Evropo ne samo močnejšo, ampak boljšo, moramo temeljiti na skupnih vrednotah in te vrednote definitivno tako z vojvodstvom Luksemburgom, pa tudi s predsednikom vlade deliva in imava enake poglede na večino, če ne celo vse izzive, s katerimi se sooča Evropska unija v teh res v resnici kompleksnih časih. Če sem rekel, da je naš obisk danes nadaljevanje, bi rad poudaril tudi to, da se je od februarja že marsikaj premaknilo. Imeli smo želje, da z Luksemburgom vzpostavimo tesnejše tudi bilateralno sodelovanje. Nenazadnje Luksemburg, kot je bilo rečeno, je drugi največji investitor v slovensko gospodarstvo, kar ni mala stvar, še posebej glede na razdaljo. Z tega vidika je tudi trgovina med državama nekaj, kar si želimo pospeševati in predvsem trgovina v tem pozitivnem, razvojnem smislu. 3 področja, ki so bila identificirana že za času obiska v februarju, so danes tudi ponovno obravnavana. Najbolj in najhitreje, kar je po svoje logično. Stvari napreduje na vesoljski industriji, vesoljskih tehnologijah. Danes imamo predviden tudi podpis memoranduma prav na področju sodelovanja med gospodarstvi, med poslovnim svetom iz Slovenije in Luksemburga na področju vesoljskih tehnologij. Tle si obetamo dosti tudi zaradi tega, ker je Luksemburg neke vrste frontrunner, se pravi predhodnik, pionir na tem področju. Naša industrija pa tudi na nekaterih nišnih področjih zelo dobro lovi korak in tempo z razvojem in verjamem, da bojo skupaj lahko krojili neke vrste zgodbo o uspehu tudi na evropskem nivoju. Tega si res dosti obetamo. Na drugi strani ima pa Slovenija velik potencial na področju lesne industrije, saj nenazadnje skoraj 60% naše površine pokriva gozd, ki je v resnici še vedno premalo izrabljen v pozitivnem smislu in ravno izdelki z višjo dodano vrednostjo in investicije v ta del, v lesno predelovalno industrijo so nekaj, kar definitivno predstavlja za Slovenijo in velik potencial za prihodnost. In kot je bilo rečeno, strašno smo veseli, da se čez 2 dni, to je v četrtek, odpira direktna povezava med Luksemburgom in Ljubljano, s čimer bo tudi turizem lahko prestavil v neko višjo prestavo in tudi zato imamo s sabo predstavnike naše turistične organizacije, nacionalne STO, z namenom predstavitve Slovenije v Luksemburgu tudi širši populaciji in ne samo poslovnemu svetu, ki jo očitno dobro pozna, glede na to, kakšen nivo investicij Luksemburg ima v Sloveniji. Velik del pogovorov danes je bil namenjen tudi evropski sceni, nenazadnje pa ne toliko zaradi volitev, zdaj, ker smo se temu bolj manj izognili, ampak predvsem z vidika tega, kaj Evropa, katere so spremembe, ki jih bo Evropa morala narediti na eni strani, zato da se bo lažje soočala z izzivi prihodnosti, in na drugi strani pa, kakšen je naš odnos predvsem do širitvenega procesa. Nenazadnje se vsi zavedamo, da so pričakovanja v soseščini tako na strani Zahodnega Balkana, kot tudi na strani Ukrajine in Moldavije zelo visoka in mislim, da smo v Evropi dolžni dati odgovor. Odgovor je lahko pozitiven, lahko je negativen, dolžni smo ga pa dati. Situacija, ki smo ji priča na Zahodnem Balkanu v zadnjih 20 let, ko se iz različnih razlogov zavlačevalo z dajanjem odgovora na kakšen način naprej, je najslabša možna situacija. In tega se danes vsi zavedamo in je na nek način smo mogoče na točki streznitve, tudi z vidika tega, da bomo začeli te odgovore in te rešitve dajati na mizo. Mislim, da delimo skupno mnenje, če rečem, da je širitev pod obstoječimi pogoji praktično nemogoča. Spravi, če bomo želeli ustvariti širitev Evropske unije na nove članice, potem se bomo morali na nek način reformirati navznoter oziroma najti novo formulo za širitev in ne formulo, po kateri je na primer vstopila Slovenija.
Glede tega obstaja precej velik konsens na evropskem nivoju, vendar nimamo pa še rešitev. To bo tematika, ki bo obravnavana v prihodnjih mesecih in najverjetneje na decembrskem vrhu v Bruslju bomo mogoče imeli tudi odgovor. To je bila ena od pomembnih tem, ni pa seveda edina. Se strinjam se s tem, da kraj, kamor odhajamo sedaj, in to je Schengen, je kraj, ki nam je seveda zaradi pravic, ki jih dobimo kot prebivalci, s tem, ko lahko se prosto gibljemo po Evropi, en kraj, ki nam je res blizu. Spravi, ko slišimo za Schengen, nam je vsem toplo pri srcu, ker verjamemo, da je to eden od ključnih temeljev za uspešno funkcioniranje Evropske unije. Prost pretok ljudi in seveda posledično tudi prost pretok blaga je tisto, na čemer Evropa temelji, ena od temeljev, in verjamem, da so kakršnakoli zapiranja znotraj Evrope ne samo nepotrebna, ampak kontraproduktivna, ker v resnici ne dosežejo deklariranih ciljev, definitivno pa otežijo sodelovanje med narodi. In to je nekaj, kar je v nasprotju z osnovno evropsko idejo, in sam menim, da kakršnokoli zapiranje ali opuščanje Schengena ali pa nazadovanje na tem področju res nekaj, čemu se bi morali izogibati na vse načine in za vsako ceno. Tako da veselim se obiska Schengena, moče dobimo kakšen navdih za boljše delovanje v prihodnje in verjamem, da bi morali imeti takih zgodb, kot je Schengen v Evropi, kvečemu še več. Veselim se tudi tega, da bomo vzpostavili več stikov med našimi prebivalci, tako na področju študentske izmenjave, na področju poslovne izmenjave in kot rečeno tudi turistične. In verjamem, da bojo potem lahko vsi se prepričali, da je zelo enostavno biti prijatelj z nekom iz Luksemburga, tako kot sem se jaz prepričal, ko sem spoznal svojega kolega Betela. Ni težko imeti vas rad in jaz verjamem, da se bo to razširilo tudi naprej. Hvala lepa.